Ok, še enkrat. Marcel, za začetek. Kakšna je tvoja navezava na to naše mesto, še posebno na tisti čas, ko je dišalo po celulozi? Mene brez Krškega ne bi bilo, to je to besedno. Jaz sem bil tle spočet. Tle smo živeli nekaj let na CKŽ 12 in v šoli v Leskovcu. In potem sem jaz naslednjih, skoraj 20 let, mislim, da hodil sem na počitnice, če se da da. Skratka, vsake počitnice sem jaz preživel. Zimske, poletne, tudi smučati nisem nikoli začel, zahodil sem na počitnice. Jaz sem bil v Krškem več časa, kot pa kjerkoli drugje. Praktično se prašča bolj tukaj in vse ključne stvari so se te tukaj zgodile. Jaz sem ta formativna leta, bi rekel, vse to, kar sem, mislim, to, kar me je naredil, me je delal tle. Mislim, meni so delali Gustl, ki mi grozilo v postop na Luno, to še prej so se Amerikanci skrcali, Gašo me se sneli tamle, pol gospod Križman z violino, ki mi pripričal, da sem jaz najbolj muzikaličen človek na svetu, ker oče vodil, ki bil zborovodja, jaz sem bil v družini tisti Črnovce, jaz sem edin brez posluha. Pod Križman je bil pripričan, da sem jaz najbolj muzikaličen človek na svetu, tisto violinco, prva tam Stanka, ki je podajala stripe, pa Fritz dole tamle, pa konkurenca na velika, Bohorič, Valvazor, Kspan, Mencinger, mislim, tle si imel ki odražati in Krško je bilo mesto, skos mesto, tudi takrat, zdelo se ogromno, to Gustl, gospod Križman, Gašo da se sledim, tako naprej, Srnet in čez, Morinov, to niso bili vaški posebniči, to so bili mestni originali, to so bili stebri takrat, na smularje, tako da pravzaprav nas takrat niti opazil nišče ni, tako da, ja, mislim, tle, meni se med temi ljudmi se je dogajali in tam vsa tista sosedska tam okrog na CKŽ-ju, to je bilo zelo tudi stara sodnija, ki ne veste, kje je CKŽ 12, to je bila stara sodnija, tam je bila včasih stanovanska stavba in tam smo bili mi gor, Isteničine gor, na vrh, pa Krojici zraven, pa spodaj Ožboljti, pa Kosteleci, pa Povlini, pa Fenci, pa Žuraji spodaj, pa Marica, Vizjakova, pa Poleg Komočari, desno, levo, Murkoti, razumeš, ker mi je bilo cel svet tukaj, razumeš, tega ni več, ampak to je ravno to, kar to je bila cela skupnosti, to so bili skozi skupaj, vsi, mislim, takrat smo bili vsi pokvarjeni, toliko smo danes, vsi smo bili umazani, nismo bili čisti, nišče ni čisti, vse smo bili, da veš, bi rekel, božji otroci, takrat ne, ampak, veš, znali smo biti skupaj takrat, imeli si tako počutek, da imaš ves čas tega sveta in na tistem bazenu, kako tudi v dokumentarcu danes videli, moramo reči, da sam problem je ta, da se ga nikoli ne vidi celega, ker danes tisti, ki so malo starejši, veste, da ta bazen ni bil sam bazen, ni bil sam prvi olimpijski bazen v Sloveniji, prvi bazen z ogrevano vodo, ampak je bil tudi največji bazenski kompleks takrat v Sloveniji. In se ga nikjer ne vidi, noben je tega posnel takrat, to je bilo orjaško, to ni bil sam pa bazen, pa politovreten bazen, tu je šlo ki dole, kaj okrog vse. In tam, tisti bil res von po tisti vodi, pa von iz celuloze, to je zame, jaz sem to še zdaj tle. In vsakič, ko sem jaz sem ljudi, ki mu to šlo ni na živce, ki to nič na živce. Mislim, da se res jednine. Ja, mi, ko smo se pelali po cesti, pri Krškem, jaz ko sem za Vohov, to seveda sem doma, in to je to, jaz sem se nekaj počutil zmeri dobro. Nisem rado nič, jaz sem to že prej svojim tam sestričnim njenim možem tako razlagal, da jaz pričvaram za človeka, ki brez filma ne zdrži, ker si življenje sam filme gleda, skozi gleda sam filme, ker bolan, če mi gleda filmu. Ampak jaz v Krškem, jaz nimam niti enko kino. Jaz nisem vedel, kje sem nos mi je tam od Marije, sestrične moje mož mi je pokazal, kje je kino tata str, ampak da str kino, ki je bil tam na kino. Jaz nisem nikoli videl, nikoli nisem vedel, kje je. Zato, ker res, ko sem bil v Krškem, nisem rado filma. Nisem rado kina, zato, ker je to bil posebni bilo tako kot en film. Zato, kar sem v filmu pol kasnije dobil, sem imel takrat v Krškem. In jaz nisem nikoli bil v kinu, zato nisem vedel, kje
pol ti na naše mesto, na mesto Krško, tako malo z nostalgijo, kako so... Ja, absolutno, daj se vse skupaj izgovi. Daj Krško, njihov biti Krško. Krško je, dokaj ima ta star most, ne? Ko so ta star most podarili, je šel vse narobe. Celulozar je spadal iz Conske lige v fuzbalu, Jože Babič je njihov dirka, Molan je zdržal, mislim, po moje še sezono 2, pred on obupal, potem Budno je vlak povozil, ki je bil najbolj perspektiv, takrat nogometaš celulozarja, ne. Fiščov je šel, tak Kljajič je šel na Švedsko, dobro, Polšča začela takrat nastajati polno, takrat se vse obrnil, ne. Nov most je prinesel takrat veliko spremembo, ne. Tudi mislim, da takrat enkrat začela Polšča nastajati, ne. Tam ni bilo nič, ne. Jaz, ker sem bil mulce, spomnim nič, pa to začeli naračati. Ampak prav, bazen, ne. Bazen je bilo čudeže. Bazen, ko ga danes vsi pogrešamo, ne? Ja, ampak bazen je, to je neverjetno, ker ne vem, če si ljudje danes preko, predvsem pa te nove generacije, če si znajo predstavljati, kaj ta bazen takrat pomenil, ne. Ta bazen, to je bilo večkrat, a me razumeš, kot nakupovalni center, mislim. Danes nadomeščajo ljudje to, kar so takrat lahko doživljali tam na bazenu, po tistem bazenu, ne. Tam so se spletale zgodbe, tam je bilo vse, tam je bil cel svet. Da ne govorimo za vikend, ki je pa še cela Hrvaška. No, danes so vse še čakaš, kaj še čakaš? Čarko je šel plavat za Ilirijo, ne. In to najhujš, kar se je pa zgodilo, je to, da se jaz hodil skozi tekanje, ne, plavalne. Moja sekvična bolj plavala, bila najboljši v Jugoslaviji, v prstnem plavanju, ne. In sem skozi hodil na tekmo, smo hodili, ne. In ko sem prišel kje, meni se najbolj kažmalajo to, ko so me imeli tam vsi za ljubljansko cvajco. Jaz nisem v Ljubljani nikoli živ. Jaz nisem razgledal nič, ampak so vsi tam, kaj je za celuloza na njem. Jaz sem pa tam največji nabijal celuloza, da govorimo o nogometnega kluba celuloza. Zame je bilo tudi, da sem v mulcika, ampak zame je bila tragedija in za mojega doma sploh, ko celuloza je spadal iz Conske lige, je bilo to konc sveta. Vidim, da imaš skoraj za cel roman. Si kdaj pomislil, da bi se mogoče kaj spisali? Krško mesto moje mladosti. Ja, pa sej v mladosti si preko najbolj pokvali, ne, takrat najbolj iskreno doživljaš se skupaj, takrat se te najbolj prime vse, ne. Zdaj, preko ko ga mi skine, vam se že težko spomnim, pa sem gledal, razumeš. Takrat pač se te vse prime, ne, pač tega se spomniš, jaz sem vse tih spomnil, jaz se ne spomnim bolj več, nisem rekel primkov, bi se spomnil bolj ljudi, ki so živeli v moji bližini, kasneje, recimo v Logarcu, več. Ne vem, če bi se jih spomnil to, ki se jih spomnim, pa nisem nikogar od takrat videl bolj več. Tu so pol vsi tisti dol, pol sodnija je pol, tam, ki se bi strane, ne vem, koliko je 18, 20 let se stavim mnogo postavila naprej si grate dol, bolj proti pokopališču, da smo ga še bliži. To ni nikoli dobro, ne? Da se preveč pokopališču približaš, ne? Pa se predstavljamo, pol sodnijo so začeli podelati, pa tako naprej, pa ni bilo konc, so se vsi pol razselili, tudi nisem nikoga pol več, prej si krojca srečal tam, ne? Krojca so navali sosedno hodcovi, ne? Gor z nami, ne? Se te že gor, 3 štuke. Če se navežem še na ta film, ki je pred nami, kakšen odnos imaš pa do same tovarne, do aktualnega vprašanja, recimo delavcev? Moj stric je cel življenje preživel v tej tovarni. Moj stric je, ker jaz nisem poznal dobenega, ki ne bi delal v celulozi. In vem, kakšen prestiž je bil to, da se poslušal po celulozi, vsi so hodili po celulozi, inženjeri, pisatelji, slikari, so hodili na celulozi. Zdaj je to čisto neverjetno, ne? Res, pa si šel v Poreč, se kaj mi to bizarno, ne? Pazi, to je takrat mogoče. Takrat si prav. Takrat so znali ljudje preprosto skrb živeti in lahko so živeli tle skupaj in potem so šli skozi projekt, vsi skupaj na morje. Danes, pa ne mogoče. Danes ne bi hotel noben z nikomer preživeti več časa, kot je nujno. In takrat je prav, vsi ta vtis, ki sem imel jaz, da imajo vsi ljudje ves čas tega sveta, da čas sploh ne teče, so da vsi ostali. Mislim, to je neverjetno. Pa so potem, pa veš, vsi da bi cel dan ker so že v 6, so pa še 2-3 domov. Ampak
ki začel fušati. Hočem ti reči, imeli so vse čas tega sveta takrat. Tega občutka mislim, da danes nišče več nima. To je tisto, kar pogrešamo, ne? Ja, seveda, vidi, ko in tako, jaz bi rekel tako, mislim, da bojo vsi danes, ko bojo to gledali, bojo gledali z veliko nostalgijo, tudi tisti, ki niso s tem pravzaprav nič imeli. Ampak, če je tako, ta tovarna, ta Đuro Sala je bil preprosto prevelik, ne. Bil je prevelik, za kogarkoli, da bi ga mentalno sprocesiral, ne. Mislim, se te je prejel, ker te je napadil z vonjem, ne, se pravi, meni bil to edini von, smo edini, ki mi ni šel na živce, ne, moja mama ne razmeri, pa zdaj ko mi čakal na to, da bi govoril bolj von še bazena in to dvojba kombinacija za me, Se pogosto kada vračaš? Ja, ne, prehajam, seveda, zdaj tudi na pališče. Hvala ti, dragi Marcel, za ta lep uvod. Jaz, to, kar boste videli, to je gola resnica, mislim, to je posnet po resnični zgodbi in tle, jaz nimam, kaj dodati, jaz upam, da so vas malo na kuru zdaj, ne, ampak itak. Nismo na kuru samo gledalce, na kuru si ustvarjalce, ne, kot veš. Ne, mislim, pazi, tle tako je, ampak če je kdo misli, ne, da je čas, ki ga je preživel v celulozi, da je bil vržen stran, da je bil na napačni poti, da bi lahko pravzaprav, če bi se kocka drugač pada, da bi lahko bil ki drugega, ki boljšega. Ne, to je bila takrat najboljša partija, to je bila takrat najboljša zgodba in zdaj boste videli, zakaj. Hvala ti za to. Tega gledam.